Pozdravljeni, jaz sem Janin, tole pa ni oddaja Popotnik, kot morda mislite, ampak oddaja Filozofija. In sicer je tole, dve možnosti imate, lahko je tole oddaja Filozofija za telebane ali je pa Filozofija za bleferje. Kaj vam je bolj všeč? Zakaj gre? Opazili ste že, da smo ljudje tako narejeni, da se grozno radi hvalimo. En najmočnejših motivov je motiv po samoaktualizaciji, potem, da sami sebe napravimo čim bolj pomembne, čim bolj pametne, čim bolj privlačne, čim bolj občudovanja vredne. In vse, kar počnemo, delamo zaradi tega. Če debatiramo, se poskušamo napraviti čim bolj pametne, da nas bodo ostali občudovali, ali pa čim bolj seznanjene, ali pa čim bolj privlačne, ali pa ne vem kaj še vse. No in med drugim se hočemo napraviti tudi čim bolj pametne. Pameten pa ne moreš biti, če nisi filozof, kar pomeni, da moraš poznati neke filozofije. Zdaj pa, da boš filozofijo res dobro poznal, bi bilo dobro, da diplomiraš iz filozofije, ampak iz prve roke vam lahko povem, da to ni tako enostavno, kot si morda predstavljate. Zaradi tega imate drugo varianto, in sicer, da se filozofije lotite kot bleferji. Se pravi, mi vsi celo življenje pač blefiramo in lahko blefiramo tudi, da smo pametni, da poznamo filozofijo in začnemo metati ven razne filozofske fraze. In ker so ostali ljudje pač neumni, bodo verjetno mislili, da imamo prav, da smo res filozofi, da smo res pametni in oni se bodo počutili zaradi tega manj vredne, mi bomo pa zaradi tega toliko bolj srečni in bolj zadovoljni in bolj potrjeni. Če hočete, vzemite to resno, če ne, pa vzemite z zrnom soli. Kaj pa je z telebani, kot se pravi temu tudi? Ja, nič, kot ponavadi, vam tukaj solim pamet in to v želji, da bi nehali biti telebani in da se res kaj naučite. Se pravi, lahko me poslušate zato, da se boste kaj naučili, lahko pa zato, da boste bolj uspešno blefirali pred ostalimi. No, in ker ste že malo pozabili, nekateri ste hodili v gimnazijo in ste tam imeli filozofijo, drugi pa sploh ne veste, kaj to je filozofija. No, za začetek poglejmo, kaj pravzaprav to je. O čem je govora o filozofiji? Več ali manj o dveh stvarih. Prvič, kaj je svet, in drugič, kaj je človek. Kar se sveta tiče, s svetom se ukvarja cela vrsta znanosti. Od fizike in kemije pa do praktično tudi umetnost in šport in tako dalje. Vse to je del sveta, torej vse, s čemer se ukvarjamo, je pravzaprav ukvarjanje s svetom. Kaj je človek? Ja, seveda, karkoli počnemo v zvezi s človekom. Zelo malo stvari je takih, ki se ne tičejo človeka. Dobro, torej prirodoslovne, naravoslovne znanosti se ne ukvarjajo samo s človekom, ampak v nekem smislu je vedno vpleten tudi človek. Ampak filozofija se poskuša z vsem tem ukvarjati malo bolj na, recimo temu, poglobljen način. Se pravi, kaj nas zanima pri filozofiji? Kar se sveta tiče, kaj sploh je svet? Kaj je izvor sveta? Temu se pravi malo bolj učeno ali kozmologija ali pa kozmogonija. Se pravi, kako je svet nastal in kako funkcionira. Kaj je temelj sveta? Kaj je izvor vsega v našem svetu, kaj je prapočelo, kaj je recimo substanca, bit. Ta beseda bit ni taka kot tisti računalniški bit, ki je moškega spola, ampak tista bit, se pravi ženskega spola, bit kot nekakšno bistvo, nekakšno bolj globje izvor, prapočelo, nekakšna osnova vsega v našem svetu. In s tem v zvezi se bomo takoj vprašali, kaj pa z Bogom, ali naj verjamemo v Boga ali ne. Mogoče Bog je, mogoče ga ni, mogoče smo verni, mogoče nismo. Če nismo verni, potem se nam še zmeraj včasih zdi, da mogoče pa le je nekaj na tem, če je toliko ljudi vernih, potem pa mogoče imajo vsaj deloma prav.
Če smo verni, potem nas pa tudi malo žuli den čaru, ki pravi, kaj pa če imajo prav tisti, ki pravijo, da je vse v našem svetu nastalo slučajno. Pred 13-14 milijardami let je reklo bum in od takrat naprej vse v našem svetu leti na vse možne strani. Mogoče bo kdaj nehalo leteti na vse možne strani, pa spet začelo leteti skupaj in tako dalje in tako dalje. Ampak dve stvari nas pa žulita pri vsem tem. Prvič, svet je nastal pred 13-14 milijardami let. Kaj je bilo pa pred tem? A se bo kdaj zaključil? In če se bo kdaj zaključil, kaj bo pa potem, ko se bo zaključil? Pa koliko je velik svet? Neskončen najbrž ne more biti, ker če je neskončen, pol je povsod in če je povsod, pol ni nikjer. Če je nekoč reklo bang, oziroma bum, in so zdaj tiste najhitrejše zvezde odfrčale najdalj, tiste so danes tako daleč, da niti s 100 nulami ne moremo napisati število let, svetlobnih let, kolikor so pač oddaljene. Da se izračunati približno, če recimo rečemo, da tiste najbolj oddaljene so letele, oziroma še vedno letijo s tako brzino, kot je recimo hitrost svetlobe, 300 000 km na sekundo. Ampak kaj pa zunaj vsega tega? Nekaj mora biti. Torej časovno ne vemo, kdaj se je začelo, ne vemo, kdaj se bo končalo. Prostorsko ne vemo, kako veliko je in s čem je omejeno. Bog. Tudi če je kakšen Bog, ki nas je ustvaril in je ustvaril cel svet, kdo je pa tega Boga ustvaril? In če je tega Boga nekdo ustvaril, potem je Bog tisti drugi. Kdo je pa tistega ustvaril? Oba dva sta večna, oziroma kolikorkoli jih pač je. To so vprašanja, ki se tičejo sveta. Potem imamo vprašanja, ki se tičejo človeka. Recimo eno tako tipično filozofsko vprašanje bi bilo, ali imamo dušo. In če imamo dušo, kaj pa je sploh to duša? Ali isto kot duševnost, ali je to neko eterično bitje, ki je v nas prišlo, ali je to del Boga, ki živi v nas in bo odplaval nekam drugam potem, ko bomo umrli. Če je to kot nekakšen duh recimo, na kakšen način pa živi v našem telesu, ali se včasih tudi oddalji od tega telesa. Poslušamo o takih ljudeh, ki so že deloma umrli, klinično mrtvi so bili, pa so pripovedovali vse sorte stvari o tem, kaj se je dogajalo po njihovi smrti, pa jih je potem potegnilo nazaj. Kaj zdaj vse to pomeni? No, z vsem tem se bomo ukvarjali. Danes sem vam dal že toliko snovi, da sem vas verjetno že čisto zmedel. Poleg tega vem, da dan današnji ljudje težko gledajo kakšno stvar dlje kot 5 minut ali pa maksimalno 10. Tako da za danes imate dovolj, prihodnjič bomo pogledali pa malo naprej. Adijo.